Spoštovane mlade kolegice in kolegi, spoštovani predsednik Andrej, gospod župan, gostitelji, ostali sogostje skupaj z mano. Tudi jaz sem počaščen, da sem lahko danes tukaj med vami. Ko so vaši predhodniki pred 24 leti ustanavljali podmladek naše stranke, verjetno nihče ni mislil tako daleč naprej. To so bili časi, ko se je razmišljalo o tem, kako bo življenje teklo čez en teden, čez en mesec, kaj se bo zgodilo pravzaprav v tistem vrenju, v, lahko bi rekli, že zreli dobi slovenske pomladi, potem, ko se je ljudstvo Slovenije prebudilo. In pošli časi, ki so terjali nek poseben odziv od mladih. No in od tistega dela mladih, ki se je združil v podmladek naše stranke, je ta odziv prišel na najvišjem nivoju. Tukaj je bilo že nekajkrat rečeno in bo treba še velikokrat ponavljati, ker se je to skušalo pozabiti v teh 20 letih in pol, da je naš podmladek takrat marca leta 90 predlagal plebiscit za svobodno Slovenijo oziroma plebiscit za samostojno slovensko državo. Ta pobuda takrat ni ostala neopažena. Takrat so mediji objavili ne ravno na veliko, ampak vseeno bolj na veliko, kot zdaj objavljajo kakšno vašo pobudo ali pa kakšno sporočilo z tiskovne konference ali pa, če hočete, tudi z kakšne naše tiskovne konference, čeprav smo glede na rezultate zadnjih 20 let daleč največja in najuspešnejša stranka v državi. Skratka, pobuda ni ostala nezapažena, je pa ostala, kako bi rekel, nekoliko predčasen, vendar samo nekaj mesecev. Od pomladi leta 90 je prišlo potem poletje in takrat je že prva demokratično izvoljena skupščina sprejela deklaracijo o samostojni Sloveniji, ki je sicer nekoliko drugačnimi besedami in mogoče bolj birokratskimi celo, nekako izrazila isto pričakovanje, kot je bilo izraženo v tej pobudi našega podmladka. No in nekaj mesecev kasneje, kmalu bomo praznovali to obletnico, 9. novembra v Poljčah, je Demosov poslanski klub kot v bistvu večina zakonodajnega telesa potem sprejel politično odločitev o plebiscitu za samostojno Slovenijo. Dobrega pol leta je minilo od takrat, ko je podmladek stranke, ne stranka, podmladek stranke formalno predlagal ta korak ljudskega odločanja, trenutek, ko bi narod dejansko odločil o svoji usodi, pa do takrat, ko je padla tudi merodajna politična odločitev za to, da do tega pride. Mi smo se danes zbrali tukaj zato, da govorimo o zgodovini, čeprav je velikokrat tudi to potrebno, ker marsikaj, kar se dogaja danes, se ne bi dogajalo na ta način, če bi bilo nekaj prej, že, če je bilo v preteklosti stvari obrnenih v to smer. Ampak vedno se je treba ob tem, da veš, zakaj je do nečesa prišlo, da koncentrira tudi na stanje, kakršno je in predvsem na to, kako bo odpraviti. In to primerjavo z letom 1990 in tem korakom, ki je bil pred časom, strani tistih, ki so ustanavljali podmladek naše stranke v tistih burnih časih, da je ta primerjava pomembna zaradi tega, ker smo danes ponovno v nekem času, ko bi mladi ponovno morali biti korak pred časom. Ali pa, če hočete, ko bi morali narediti močnejši in daljši korak v čas.
zadnjih nekaj letih se je namreč zelo na hitro in za večino ljudi zelo neopazno zgodilo nekaj, kar bo bistveno določilo vašo prihodnost. Kar bo bistveno določilo vašo prihodnost. Zdaj je predsednik Andrej Čuš je prej dejal, da vsak, ki se rodi v tej državi, že dobi za popotnico vozitko 8000 evrov, visoko številko, za katero so ga zadolžili predvsem v zadnjih letih in lahko si predstavljate, kakšno breme je to. Zdaj, če te številke seštejemo in ob tem upoštevamo, da seveda to ni samo dolg, ki pade na novorojenčke, to je tudi dolg, ki pade na vas. Pade na vse, ki živimo in delamo v tej državi. Potem pridemo do enormne številke 23 milijard, kar je naš javni dolg v tem času. 23 milijard. In če temu prištejemo še nujen denar, ki ga Slovenija naslednje leto potrebuje za to, da odplača nekaj starih dolgov, predvsem pa da plača obresti za stare dolgove in financira primanjkljaj, ki bo ponovno praktično preko vseh omejitev. Bomo kmalu pri 30 milijardah evrov, kar je skoraj celotna vsota tega, kar vsi Slovenke in Slovenci, vsi prebivalci te države, vsa podjetja, vse institucije, vsi servisi ustvarimo v enem letu. Naš bruto domači proizvod je že 5. leto tam okrog 35 milijard, oziroma je padel za 37 na 35 milijard evrov. Z koncem naslednjega leta pa bo naš javni dolg dosegel številko, pa skoro zagotovo presegel številko 30 milijard, tako kot se zdaj stvari gibljajo, kar pomeni, da bomo ne samo visoko zadolženi glede na velikost naše države in tako naprej, ampak to pomenilo tudi nadpovprečno zadolženi glede na evropska in zunanja razmerja in še posebej nadpovprečno zadolženi glede na trende naše rasti, ki je v naslednje leto ponovno napovedano v minus, se pravi negativno, in glede na ostale makroekonomske kazalce, ki se napovedujejo za bližnjo prihodnost. Po domače rečeno, prevedeno te številke in milijarde na razumljiv jezik, to pomeni, da stanje, kakršno je, in ki se nadaljuje, ki ga ne ustavljamo v tem trenutku tako, kot smo ga relativno uspešno v lanskem letu, to stanje v temelju ogroža vašo prihodnost. In žal tudi prihodnost generacij, ki šele prihajajo. Zaradi tega je tako kot pred 24 leti tudi zdaj potreben zelo odločen in dolg korak v čas, če hočete, aktivnost na vseh nivojih, v razlaganje situacije vašim vrstnikom, ki danes mogoče spremljajo nogometno tekmo in mislijo, da je to glavna stvar. Na svet nogomet je zelo lepo gledati, lepo se je zabavati. Vse to je, bomo rekli, ne samo prijetno, tudi potrebno za normalno življenje, vendar pa se ob tem treba tudi zavedati realnosti. Ta zavest sicer žal pod pritiskom v zadnjem času v Slovenijo ali pa v glave Slovencev pospešeno prihaja, ne pa še s takšno dinamiko, kot bi bilo potrebno, da se trend ustavi. Torej, mi nismo na neki točki, ko bi zdaj že lahko govorili o tem, žal nismo na neki točki, ko bi že lahko govorili o tem, da bo pa mogoče jutri bolje. Zdaj smo na neki točki, ko je dejansko treba združiti vse moči za to, da jutri ne bilo slabše. Oziroma, da jutri ne bilo bistveno slabše, ker slabše bo. Ker je to neizogibno, ker so nas pripeljali v to situacijo. Pri teh aktualnih 23 milijard evrov dolga,
Leto 2008, pred 5 leti, je bila ta številka manjša od 8 milijard. In v tistih 8 milijardah je bil še dolg, ki ga je po kraljevini Srbiji prevzela kraljevina Jugoslavija, po prvi svetovni vojni, pa socialistična Jugoslavija po drugi svetovni vojni. Ni bil samo dolg, ki ga je ustvarila Slovenija, je bil tudi podedovani dolg, ki smo ga zmanjševali v času naše vlade. V času naše vlade 2004-2008 je imela Slovenija tako dobre bonitetne ocene, da je takrat naš finančni minister dr. Andrej Bajuk na mednarodnih finančnih trgih najel za milijarde, nimam tukaj točne številke, ampak veliko denarja, veliko poceni denarja smo si takrat izposodili za to, da smo pokrili dolgove, ki smo jih prej v 90-ih letih naredili kot država. Ko smo imeli slabše bonitetne ocene, smo morali za tiste dolgove plačevati višje obresti. Samo za nekaj temi koraki je naša vlada, oziroma je takrat dr. Andrej Bajuk prihranil nekaj 100 milijonov evrov, in zato brez tega, da bi slovenski davkoplačevalci plačali en sam evro, bistveno zmanjšal naš dolg. Ampak od leta 2009 je trend obraten in teh 23 milijard dolga danes in ta trend, ki je v strmem galopirajočem vzponu, kar se tiče povečevanja te zadolžitve, je strateško gledano ključen problem generacije, ki jih pripadate. Vseh nas, ampak predvsem vaše generacije, zaradi tega, ker ste vi toliko mladi, da boste ta dolg najdlje odplačevali. Ste ta dolg najbolj odplačevali. Ta zadolžitev ogroža vaša ali pa potencialno vaše delovna mesta. Ta dolg ogroža možnost v nekem realnem času prida stanovanja. Ta dolg ogroža možnost in tudi pravico posameznika, da dobi službo za tisto, za kar se je usposabljal in za kar je nenazadnje tudi družba investirala. Ta dolg ogroža možnost ali pa pravico do srečnega življenja v tej državi. Zato, če kdaj, potem je zdaj nastopil čas, da se mladi povežete, tudi ne glede na kakšne druge razlike in se združite v točki enotnega nastopa proti temu, da se to breme še naprej povečuje. Ker ko bo šlo to breme enkrat čez cel letni bruto domači proizvod, potem bo zadeva nerešljiva samo na tak način, kot se zdaj rešuje. Na primer v Grčiji, in ena od stranskih posledic takšnega stanja je več kot pol mlade generacije brez služb in brez perspektive. Ni bilo treba, da pridemo v ta položaj, v katerem danes smo. Zato niso krivi mednarodni finančni trgi ali pa imperializem ali pa Evropska unija. Danes celo na državnih proslavah v Sloveniji, financiranih z davkoplačevalskim denarjem, predvajajo to pesem Evropa je banda lopov. V Evropi je verjetno tudi veliko lopov, ampak tisti lopovi, ki so povzročili to stanje pri nas, so slovenski, niso evropski. So pri nas, od zunaj gledano na situacijo, treba recimo sami krivi, je Slovenija sama kriva, da je v takšnem položaju. In če se mladi ne aktivirate za to, da se to stanje zdaj, da se to padanje zaustavi in da se rast tega bremena in te kraje vaše prihodnosti ne ustavi, boste sokrivi za to, kar bo pač sledilo in bo še slabše in ni treba biti čarovnik, da predvidite oziroma da si zamislite, kako to izgleda, ker lahko pogledate situacijo v Grčiji, pa v zadnjem času tudi na Cipru, kjer so si privoščili to avanturo še do nekaj točk naprej od točke, na kateri je Slovenija danes. In
na koncu tega nujno potrebnega splošnega angažmaja, pozitivnega angažmaja mladih v Sloveniji, je seveda potrebno doseči, da bo vsak mlad človek z volilno pravico šel na naslednje volitve, takšne in drugačne. Naslednje leto bo veliko volitev v tej državi in glasoval v smeri, da se to stanje ustavi. Zato, da smo prišli tako daleč, je verjetno krivo tudi to, da mladi deloma zaradi omejitev, ki so bile postavljene, deloma tudi zaradi premajhnega interesa v zadnjih 20 letih, neke zelo odločilne besede v Sloveniji niso ali pa niste imeli. Mislim, Andrej prvi predsednik podmladka katerekoli stranke, ki je sploh bil na takem mestu, da je sploh lahko bil izvoljen v slovenski parlament. Ne spomnim se za vso zgodovino od leta 20 naprej, da bi se to že kdaj prej zgodilo. Usodo Slovenije, usodo številnih vlad določa Desus, in rezultati so pač pred nami. Torej, temu je treba narediti konec, temu se da narediti konec. Slovenija ima enake razvojne potenciale, kot jih je imela v časih, ko je bila naša rast visoka, imamo še več znanja, isti ljudje smo, isti narod, isti geni, znanje okolje je enako ali pa ponekod še bolj ugodno. Torej, ni objektivnih razlogov, da se stanje ne bi popravilo in da se ne bi pobrali. Vendar se to samo od sebe ne bo zgodilo, ker tisti, ki so nas pripeljali to stanje, ki s takšnim stanjem ali pa s podaljševanjem takšnega stanja branijo svoje privilegije, pozicije, monopole, deloma tudi ideologijo, ti bodo delali naprej. Zlo nikoli ne počiva, pravi star pregovor. In če se temu ne postavi v nasprot, če se zato, da se to takšno početje ne ustavi, ne angažira dovolj tistih, ki razmišljajo v pozitivno smer, potem lahko slabo stanje traja in se poslabšuje in, kot že rečeno prej, ni treba gledati daleč, da vidimo, kam lahko to pripelje. Torej, potenciali so, sami veste, kaj vaša generacija zna, za izzive, ki prihajajo nasploh pred človeštvo v tej globalni in digitalni dobi, ni generacije, ki je bila bolj usposobljena seveda od vaše. Vendar pa je treba te potenciale aktivirati. Tudi takrat, ko se moraš sam izpostaviti, ko te nihče ne pokliče, tudi takrat je treba narediti en velik korak v čas. Tako da ni edina alternativa med tem, kar je danes, in med tem, kaj bi še lahko sledilo v primeru bankrota, to, da mladi odidejo iz te države v tujino in tako naprej. Za domovino se je vedno treba boriti. Za domovino se je vedno treba boriti in za Slovenijo se je vedno vredno boriti. In v tem primeru, kljub situaciji, ki ni rožnata, kot je rečeno, imamo vse potenciale, da iz tega pride. Je pa treba vedeti, da treba moč mladih, zastopanost mladih, pa tudi energijo, ki jo vi sami prostovoljno vlagate v to, da se kaj spremeni. Če hočete pogum, za to, da se nekdo izpostavi, što je treba dvigati vsaj na raven in na nivo vpliva, kot ga ima Desus v tej državi. Dokler tega vpliva ne boste izenačili, bodo sile, ki bodo gledale samo do jutri, ni važno, če se zadolžimo do groba, samo da bo
jutri še nekaj za naše privilegije, vedno močnejše, ne. In tudi zadnji evri bodo šli za njih, ne, za njihove privilegije, ne pa za vašo prihodnost. Torej, tako kot pred 24 leti naredite en odločen, dolg korak v čas. S tem, kar ste naredili, še posebej v zadnjem času, ste dokazali, da ste to sposobni. Bolj pogumni bodo ti koraki, več mladih, ki danes mogoče gledajo samo nogomet, ne, se vam bo pridružil. Toliko v tem najbolj malo predolgem nagovoru, iskrene čestitke ob 24. rojstnem dnevu. Veselimo se rojstnodnevne torte, kot vedno bo najbolj slastna, tako da smo za govorjenje zapravili že preveč časa. Iskrene čestitke še enkrat in lep večer.